Maribor turistom nudi številne znamenitosti. V zadnjih letih postaja vse bolj prepoznavno kot kulturno, festivalsko, športno in turistično središče širše regije. Ja, turizem je gospodarska panoga, ki je v rasti. V Sloveniji, Mariboru še posebej. Tako da imamo eno najvišjih stopenj rasti v Sloveniji. Tako da potencial je velik. S tem pa, da je treba na teh potencialih resno delati. Znamenitosti mesta si turisti lahko ogledajo samostojno ali organizirano. V Mariboru si mesto lahko ogledate v 11 jezikih. V aprilu pa bodo na Zavodu za turizem organizirali izobraževanje za nove vodiče in številčnost jezikov še povečali. Gotovo, da se ta trend vodenja, kar se tiče skupin, ki jih dobimo, spreminja in da potrebujemo zagotovo tudi vodnike v turščini, kitajščini, madžarščini in ostale vsebine, ki jih še nimamo. Pomeni, da v letu 2018 tudi predvidevamo za nekje, mislim, da že v začetku aprila, razpise za možnost izobraževanja za turistične vodnike in seveda vabim vse tiste, ki imajo to žilico, to željo, da turistom v bistvu predstavijo našo destinacijo kot eno najlepših na svetu. Lansko leto so izvedli 473 vodenj, kar je 15% več kot leto poprej. Največ jih je bilo v nemškem jeziku, sledi angleščina in slovenščina. Še vedno pa se pojavlja problem, saj večina licenciranih vodičev to opravlja kot dodatno dejavnost. Ko poizvedujemo, je pa odziv toliko manjši, saj se jih večina ukvarja s tem še dodatno poleg zaposlitve, kar pomeni, da ni možnost takojšnjega odreagiranja. Zagotovo si zato želimo tudi mladih, perspektivnih vodnikov, ki mogoče želijo svoje življenje posvetiti temu, saj vemo, da se število turistov z leta v leto dviguje in jaz mislim, da imamo tu velik potencial, da potem lahko vodniki na dolgi rok bodo prav zaposljivi. V dobi mobilnih telefonov si številni popotniki mesta ogledajo s pomočjo raznih aplikacij. Toda klasični vodniki ostajajo v ospredju. Vidim pa še vedno predvsem tujce, da v fizični obliki hodijo z raznimi knjižnimi izdajami, ki predstavljajo Slovenijo, Maribor naokrog, tako da mislim, da ta klasična oblika vodenja še ni čisto izumrla. Maribor je univerzitetno mesto, metropola Slovenske Štajerske, ki nudi številne znamenitosti, uveljavljeno ponudbo pa ves čas plemenitijo z novitetami. Da se nekaj večjih investicij zasebnih pripravlja, recimo glamping pod Pohorjem, kompleks bazenov pod Pohorjem, tudi Maribox ima ob sami Dravi načrte z plažo, mestna občina z obnovo poletnega kopališča na Mariborskem otoku. Potem bodo ti odstotki rasti se nadaljevali v prihodnjih letih. Turistični vodiči so pomembni za promocijo mesta, saj znamenitostim pripišejo zgodbe, turistom pa približajo utrip mesta ob Dravi, da se vanj vnovič vrnejo.